Ja, vsem skupaj želim en dober večer s strani ekipe mojpsihoterapeut.si. Moje ime je Kristina, z veseljem vam izrekam dobrodošlico na temle našem webinarju z naslovom Težave navezanosti v sodobnem času ali kako ponovno vzpostaviti stik z otrokom in mladostnikom. Današnji webinar je poseben, se ga organiziramo že drugič v sodelovanju z založbo Primus. Hkrati pa tudi zato, ker predstavlja naš zadnji webinar v letošnjem letu. Ob tej priliki se bi vam tudi rada lepo zahvalila za vse večere, ki ste jih nekateri kar večkrat preživeli z nami v letošnjem letu. Za vse tiste, ki pa nas še ne poznate, ki ste morda prišli s strani založbe Primus, spletno mesto mojpsihoterapeut.si združuje različne strokovnjake iz področja psihoterapije in psihologije ter jih povezuje s klienti. Na spletni strani lahko najdete različne koristne vsebine iz področja duševnega zdravja v obliki člankov in revij. Prirejamo pa tudi naše mesečne webinarje, kjer gostimo različne strokovnjake, ki z nami sodelujejo. To bomo počeli potem tudi v naslednjem letu še bolj zagnano, ker se vas veliko prijavlja na tele naše webinarje in izraža zanimanje za njih. S psihoterapevtko Niko Rebec se bomo danes pogovarjali o pomenu navezanosti otrok na svoje starše. Dotaknili se bomo težav sodobnega časa, ki ga ta naraven proces se bolj ogrožajo in rušijo. Hkrati pa se bomo pogledali tudi načine, kako ponovno vzpostaviti stik z otrokom in mladostnikom, kako odnos ohranjati, ga vzdrževati in otrokom povrniti njihovo orientacijo, občutke varnosti in ljubljenosti. Ob pogovoru se bomo naslonili na knjigo z naslovom Otroci nas potrebujejo, avtorjev Gordona Neufilda in Gaborja Mateja, ki zelo nazorno opisuje vrzeli, ki so nastale na področju navezanosti in posledice, ki imajo lahko izjemno škodljiv vpliv na razvoj naših otrok. Vkolikor bi jo želeli prebrati, ste lepo vabljeni, da jo naročite na spletni strani založbe Primus. V chatu bomo tudi objavili povezavo do te knjige, tako da lepo vabljeni, da si jo pogledate. Nekaj tehničnih zadev še. Webinar se snema, lepo ste povabljeni, da imate med dogodkom vklopljene kamere, mikrofone pa zaenkrat utišane. Če bi želeli postaviti terapevtke kakšno vprašanje, ste vabljeni, da ga vpišete v chat, pa ga bomo potem tudi vmes na glas prebrali. Na koncu pa seveda ste lepo vabljeni, da vklopite mikrofone in tudi ustno zastavite vprašanje. Zdaj pa še nekaj kratkega o naši sogovornici, ki jo bom potem tudi lepo povabila, da se tudi sama mogoče malo bolj predstavi. Nika Rebec je specializantka psihoterapije otrok in mladostnikov, ki je svoje izobraževanje zaključila na SFU Ljubljana, torej Univerzi Sigmunda Freuda v Ljubljani. Dela z otroki in mladostniki je njen poklic že vrsto let, ukvarja se z zaščito in varstvom otrok, njihovih pravic in svoboščin. Pridobila je certifikat tudi za vodenje forenzičnih intervjujev otrok in mladostnikov, deluje pa tudi kot sodnica porotnica na mladoletniškem sodišču v Kopru. Nika, en lep pozdrav, hvala, da ste se odzvali našemu povabilu na predavanje, sedaj vam pa kar predajam besedo. Lep večer vsem. Ja. Hvala, Kristina, za tale lep uvod. Jaz bom danes v tej urici vam poskušala, tako kot je že Kristina povedala, predstaviti pomen navezanosti in navezovalnega vedenja v življenju naših otrok, načine tega navezovanja in težave, s katerimi se kot starši v tem sodobnem času soočamo. Pogledali si bomo tudi korake, na kakšen način ta stik vzpostavimo, ponovno vzpostavimo oziroma ga ohranjamo. Ob tem velja omeniti, tako kot je Kristina že rekla, da sem se ob pripravi te predstavitve naslanjala tudi na knjigo Otroci nas potrebujejo, dveh odličnih avtorjev, in sicer Gordona Neufilda, tega kliničnega psihologa,
mednarodnega strokovnjaka pri razvoju otrok in Gaborja Mateja, ko ga že poznamo po večjih uspešnicah, in toplo priporočam branje te knjige, tako da nam da eno novo širino. Lep pozdrav vsem, tako da evo, upam, da bo tale urica čim bolj produktivna. Zdaj, navezovalno vedenje. Kaj je navezovalno vedenje? Prav je, da uporabim besede očeta teorije navezanosti in na nek način si pogledamo, kako je on videl to navezovalno vedenje. Rekel je, da je pač to oblika vedenja, ki stremi k vzpostavljanju in ohranjanju bližine s priljubljeno ali posebej določeno osebo. Mi bomo danes govorili o otrocih, velja pa to tudi za odrasle, tako da je to. Zakaj je to navezovalno vedenje oziroma navezanost oziroma stik oziroma odnos, kakorkoli že imenujemo to, potrebno oziroma na kaj vpliva vse v našem življenju navezanost. Zdaj, raziskave so pokazale precej povezav z vsem tem napisanim, kar sem tukaj napisala. Osebno zadovoljstvo, seveda smo zadovoljni, če smo z nekom povezani, navezani, občutek pripadnosti, da nekam pripadamo, da imamo nekje svoje korenine, čustvena uravnoteženost, osebnostna rast, učinkovita zaščita pred stresom. Daje nam nek smisel življenja, neko varnost, vzdržljivost in seveda ljubljenost. In vse to so tudi popotnice, ki jih lahko dajemo svojim otrokom na ta način. Zdaj, navezanost pogosto enačimo s povezanostjo, zato je prav, da mogoče pogledamo si razlike med tema dvema terminoma. Povezanost v neki običajni rabi označuje čustvene vezi med starši in otroki, ki se pletejo od rojstva naprej in jih doživljamo kot bolj ali manj tesne, poglobljene, intenzivne. Medtem ko navezanost označuje otrokovo doživljanje staršev in njegov občutek varnosti, kar lahko nenazadnje pomeni tudi, da se otrok ob starših kljub navidezni povezanosti počuti negotovo in se ne more opreti nanje. Otroci zato potrebujejo bližnjo osebo, na katero bi se navezali in bi s tem dobili občutek, da so varni in zaščiteni. Majčkeno besed bi namenila tudi teoriji navezanosti, ki je kriva, da se mi danes o tem tukaj pogovarjamo. In sicer razvil jo je angleški otroški psihiater in psihoanalitik John Bowlby, skupaj z njegovo sodelavko, psihologinjo Mary Ainsworth. Nastajala je postopoma, prvi koncepti te teorije so bili pa narejeni že konec 30 let prejšnjega stoletja. Bowlby se dolgo ni zavedal prelomnega pomena te svoje teorije za razumevanje nenazadnje vseh medčloveških odnosov. Prepričan je bil, da enostavno popravlja in dopolnjuje posamezne vidike takrat splošno sprejetih psihoanalitičnih teorij. V povojnih desetletjih, zlasti pol, ko se mu je pridružila Ainsworthova pod vplivom njenih raziskav, so pa ti pogledi popolnoma zasenčili psihoanalitične in teorija navezanosti je postala in ostala na nek način osrednji teoretični temelj za raziskovanje otrokovega razvoja. Zdaj, Mary Ainsworth se je Bowlbyjevi ekipi pridružila po končanem študiju psihologije. Veliko svojega časa je namenila opazovanju obnašanja, otrokovega obnašanja in vedenja v različnih situacijah povezanih s starši.
Predvsem je znana po svojem opazovalnem preizkusu tega navezovalnega vedenja, ki ga je imenovala tudi tuja situacija, strange situation. Od tam izhaja pol tu ven. Zdaj, ta tuja situacija, to je bil eksperiment narejen v 70. letih prejšnjega stoletja, se je sicer dogajal v laboratorijskem okolju, ampak je v situaciji Mary Ainsworth ustvarila razmere, v katerih se je otroku sprožilo to navezovalno vedenje. Njen vzorec tega eksperimenta je zajemal 56 otrok, starih 1 leto, ki so bili skupaj z mamami postavljeni v poseben, izključno za ta eksperiment urejen prostor z igračami. V drugem prostoru je bila ekipa raziskovalcev, ki je bil ločen s stekleno pregrado, ki je opazovala in merila različna vedenja, odzive otroka v interakciji z mamo, v interakciji z tujo osebo, ki je vstopila tudi v ta prostor, in separacijo otroka in njegove mame. Rezultati te obsežne raziskave so pokazali, da lahko stil navezanosti otroka na mamo oziroma referenčno osebo, da ne bomo očete vzeli, razvrstimo v 3 kategorije. Bili so varno navezani otroci, ki se je pokazalo, da so ob separaciji z mamo bili v stresu, vendar so se njene vrnitve veselili, so se hitro pomirili in vrnili nazaj k igri. Starši teh otrok, varno navezanih otrok, so bili občutljivi na otrokove signale, emocionalno dostopni in učinkoviti pri zadovoljevanju otrokovih potreb. Takih otrok je bilo takrat 2/3, pa tudi zdaj nekje velja, da je takih otrok med nami 2/3, no, tako. Zdaj, druga kategorija so bili ambivalentno navezani otroci, ki so pa se ob separaciji v tem eksperimentu, oni so izkazovali izjemen pretiran stres in strah pred to tujo osebo, ki je vstopila v prostor. Ob mamini vrnitvi so se ji približali, vendar so zavrnili kontakt z njo. Pri nekaterih otrocih se je pojavilo tudi upiranje, ki se je kazalo v izražanju jeze do mame, pritiskanju mame stran od sebe. Njihovo tolaženje in pomiritev je trajala dlje časa, preden so se spet lahko vrnili k tej igri. Starši teh otrok, ambivalentno navezanih otrok, so se izkazali za zelo nekonsistentne v skrbi za otroke, včasih tudi preveč vsiljive. Z otrokom niso bili uglašeni. Takih otrok je bilo v eksperimentu 15%. Tretja kategorija otrok so bili izogibajoče se navezani otroci, ki pa so se v tej tuji situaciji izogibali stikom z mamo, še posebej takrat, ko so bili v stresu. Naprimer, ko se je vrnila v prostor. Za starše izogibajočih otrok je značilno, da so emocionalno distancano, brezbrižno, zavračajoče vedenje do otrok. Izogibajočih otrok je bilo tudi 15%, tako kot ambivalentnih. Zdaj, naknadno je Mary Ainsworth v tem svojem famoznem eksperimentu umestila tudi 5% otrok, pri katerih vzorec vedenja ni ustrezal nobeni od teh kategorij. To so bili otroci, ki so v eksperimentu delovali dezorganizirano, brez načrta, vzorca. Ko so bili v stiski, so se ti otroci so izkazovali dezorientacijo, zmedo, strah. Njihova stiska je bila še toliko večja, kadar so bili prisiljeni iskati zavetje.
Šlo je predvsem za žrtve zlorabljenih otrok, ki jih je Ainsworthova umestila v posebno kategorijo dezorganizirano navezanih otrok. V taki skupini jih je bilo 5%, no, tako kot sem rekla. Zdaj, na nek način srce teorije navezanosti nam pove, da je otrokov občutek varnosti in zaščite vsaj toliko pomemben za njegov čustveni in socialni razvoj, kakor je njegova dejanska varnost pomembna za njegovo fizično preživetje. Razvoj tega občutka je neposredno povezan s kvaliteto odnosov med starši in njim. Raziskave so namreč potrdile, da imajo odnosi zgodnji odločujoč vpliv, odločujoč vpliv na otroka in da je varna navezanost na starše najpomembnejši dejavnik za otrokov zdrav čustveni razvoj in dobro počutje. Kadar je ogrožen, prestrašen ali pod stresom, takrat uporablja tak otrok svoje starše za varno zatočišče, kar pomeni, da poišče njihovo fizično bližino, čustveno oporo. Ko se pomiri, uporablja starše za varno izhodišče, od koder raziskuje okolico in sledi svojim željam. V odnosu navezanosti bo tako prišlo do ujemanja dveh sestavin. Na eni strani otrokova potreba po varnosti, zaščiti, varnem zavetju, na drugi strani pa pripravljenost in sposobnost staršev, da nudijo pravočasen in ustrezen odgovor na te otrokove potrebe. Navezovalno vedenje se najbolj očitno pokaže takrat, ko je otrok v stiski, pa naj si bo to zaradi bolezni, poškodbe, ogroženosti. Takrat bo z neko dejavnostjo prekinil in iskal bližino svojih skrbnikov. Ampak navezanost ni samo, se ne kaže samo v otrokovem vedenju, tudi starši so del tega dvosmernega procesa, je prav, da razumemo, v katerem tako ali drugače odgovorijo na otrokove pozive, čemur sledi pač pol tudi otrokov odgovor na odziv staršev. Navezanost torej ni samo otrokovo vedenje, niti samo odgovor staršev, ampak vzajemno komuniciranje in vplivanje med njimi. Navezanost, teorija navezanosti, ki smo prej pogledali, pojasnjuje, da je iskanje bližine in stika posledica delovanja povsej naravnega, samostojnega motivacijskega sistema, ki je skupen človeku in tudi nekaterim živalskim vrstam. In cilj tega motivacijskega sistema je povečanje možnosti preživetja in zmanjšanje ogroženosti. V pogojih čustvene naklonjenosti in varnosti se otrok naravno naveže na starše. Ti so nanj čustveno uglašeni, spremljajo njegovo dihanje, smeh, spanje, hranjenje in odzivanje. Starši preprosto prepoznajo otrokova fiziološka in čustvena stanja oziroma potrebe in nanje ustrezno odgovorijo. No, tako da na nek način bi to bila navezanost. Kako? Samo, da se ne bo ta filmček zdaj zagnal. Na kakšen način se navezujemo, načini, preko česa se navezujemo z našimi otroki.
če hočemo za njih ustrezno skrbeti in jih ponovno dobiti nazaj ali pa recimo ohraniti odnos z otroci, ni druge, kot da se sprijaznimo z navezanostjo. Razumevanje navezanosti je najpomembnejši dejavnik pri razumevanju otrok znotraj navzven. Tukaj sem opredelila 6 načinov navezovanja, ki vam je mogoče tudi lahko v pomoč pri razumevanju vedenja naših otrok. Pogosto tudi našega samega. Otroci so namreč naše zrcalo v dosti primerih, no. Tako da zdaj 6 načinov navezovanja, recimo tlele naštetih, si sledijo od preprostejših do zapletenejših. Na prvem mestu bi rekla, da so to čutila, fizična bližina, to je primarni način navezovanja, s tem se otrok rodi, to so dojenčki v končni fazi, kjer jim je to že vrojeno. Fizična bližina je cilj našega prvega načina navezovanja. Otrok mora to osebo, na katero je navezan, čutiti preko čutil, voha, sluha, vida, dotika. Storil bo vse, da ohrani stik s to osebo. Če je bližina ogrožena ali ovirana, bo izrazil preplah, strah, hud protest. Hrepenenje po fizični bližini nikoli ne mine, tudi pri odraslih je še vedno prisotno. Je pa tudi to res, da manj kot je oseba zrela, in to naši otroci so, se bo bolj zanašala na ta osnovni način navezovanja preko čutil. Zdaj enakost. Enakost se pojavi takrat, ko otrok postane malček. Otrok takrat poskuša biti tak kot tisti, za katere čuti, da so mu blizu. Poskuša prevzeti enako obliko bivanja, izražanja, s posnemanjem. Otrok se takrat z nami identificira. Pripadnost, zvestoba, seveda, ko smo z nekom blizu, štejemo to osebo za svojo. Malček, ki se navezuje, si bo lastil tistega ali tisto, na kogar oziroma na kaj je navezan. Naj si bo to na mamo, na očeta, na medvedka, na sestrice. Otroci potrebujejo korenine, potrebujejo občutek pripadnosti, in ko ga imajo, sledi zvestoba. Zvestoba njegovemu objektu navezanosti. Četrti način iskanja bližine je pomembnost. To je potrditev, naša potrditev, da smo za nekoga pomembni. V človekovi naravi je, da imamo blizu tisto, kar cenimo. Da smo za nekoga dragoceni, pomembni, da si zagotovimo občutek bližine, je tisto, mislim, to je povezanost, no. Težava s tako navezanostjo pomembnosti je, da lahko s tem otroka tudi prizadenemo. Če želimo biti pomembni za nekoga, pomembni, da bomo trpeli, ko bomo občutili, da nismo pomembni za to osebo. Tako da občutljivega otroka je mogoče z lahkoto streti, ko se uči, recimo, v katerih išče znake topline in ugodja, ne zaiskrijo ob njegovi navzočnosti. In tukaj so seveda še občutja, pri tem mislim na občutja topline, ljubezni, naklonjenosti. Čustva naša so vedno vključena v navezanost. Otrok, ki doživlja čustveno intimnost s starši, lahko prenese veliko več fizične ločenosti, hkrati pa čuti bližino s starši. Otrok nosi podobo ljubečega in ljubljenega starša v svojih mislih
In v tem najde oporo in tolažbo, tudi takrat, ko starša dejansko ni ob njem. Zadnji način nekje bi lahko bil ta, da biti poznan, občutek, da te starši poznajo. Prvi znaki tega načina navezovanja so običajno opazni takrat, ko otrok začne hoditi v šolo. Ob otrokovem občutju bližine bo ta zaupal skrivnosti. Bližina je namreč pogosto opredeljena z zaupanimi skrivnostmi. Ni mogoče biti ranljiv, bolj ranljiv kot takrat, ko se psihično izpostaviš. Veliko ljudem se namreč ne zdi vredno tvegati, da bi delili sebe z nekom drugim, potem pa bili nerazumljeni ali pa zavrnjeni. Enako občutijo otroci. In vendar ni bližine, ki bi lahko presegla občutek, da te nekdo pozna in si mu všeč, te sprejema in te pozdravlja in te vabi, da si to, kar v resnici tudi si. Zdaj, če je razvoj otroka zdrav in gre nekje za to varno navezanost, kamor paše 2/3 otrok, se teh 6 načinov navezovanja preplete v eno tako močno vrv povezanosti, ki lahko ohrani bližino tudi v najneugodnejših okoliščinah. Je pa tako, da manj kot je otrok zrel, bolj prvobiten bo njegov stil navezovanja in obratno. Nekateri otroci se bolj navezujejo preko čutil, nekateri pa tudi preko drugih teh občutkov, ki smo govorili o njih. Zdaj, jaz imam tle en video, jaz upam, da ga boste videli. Mogoče, če ste 3 minutke traja, je fajn, da si pogledamo tudi na videu, kako ta navezanost, kako mamica vzpostavi to navezovalno vedenje s svojim otrokom, ga vmes prekine in potem spet nazaj vzpostavi to vez. No, mogoče ste ga tudi že videli, ampak okej. Babies this young are extremely responsive to the emotions and the reactivity and the social interaction that they get from the world around them. This is something that we started studying 34 years ago, when people didn't think that infants could engage in social interaction. In this still face experiment, what the mother did was she sits down and she's playing with her baby, who's about a year of age. I'm like a girl. Oh. And she gives a greeting to the baby gives a greeting back to her. Yeah. This baby starts pointing at different places in the world, and the mother's trying to engage her and play with her. They're working to coordinate their emotions and their intentions, what they want to do in the world. And that's really what the baby is used to. And then we ask the mother to not respond to the baby. The baby very quickly picks up on this. And then she uses all of her abilities to try and get the mother back. She smiles at the mother. She points because she's used to the mother looking where she points. Yeah. The baby puts both hands up in front of her and says, "What's happening here?" She makes that screechy sound at the mother, like, "Come on, why aren't we doing this?" Even in this 2 minutes, when they don't get the normal reaction, they react with negative emotions, they turn away, they feel the stress of it, they actually may lose control of their posture because of the stress that they're experiencing. I'm here. And what are you doing? Oh, yes. Oh, what a big girl. It's a little like the good, the bad, and the ugly. Okay.
Moram reči, da ko sem prvič gledala ta video, mi je bil grozen. Bi najraje stresla to mamo, pa dej, a vidiš, da je bogi. Tako da ja, je pa, no zdaj tudi ta gospod pove, da seveda prihaja vmes pri tem navezovalnem vedenju tudi do izgube teh stikov, ki jih imamo, navezovalnega vedenja, do vrzeli. Je pa pomembno, da potem ponovno vzpostavimo stik z otrokom in ga na ta način pomirimo. No. Tako. Good. Ja, je pa današnji čas, ne, poln enih zapletov tudi pri navezanosti. V sodobnem času se kot posledica načina našega življenja, ki ga živimo, otroci pogosto znajdejo v teh vrzelih navezanosti, v tem, ki smo zdaj videli v tem filmčku. To so okoliščine, v katerih nimajo dosledne in globoke povezanosti z negujočim odraslim. Navezovalno vedenje, ki je naravni, kakor smo lahko videli, človeški mehanizem, in intuitivna vzgoja, ki je posledica tega naravnega človeškega mehanizma, sta s tem močno ogrožena. Ta trend spodbujajo številni dejavniki, nekaj sem jih tukaj naštela, o tem tudi piše knjiga, tako da si lahko pol še tam preberete. Otroci vse več časa preživljajo v družbi drugih vrstnikov in ne v družbi svojih staršev. Že kmalu po rojstvu se namreč naše otroke postavi v položaj, kjer večino dneva preživijo v družbi drugih otrok, v jaslih, vrtcu. Večina njihovih stikov je tako z drugimi otroci, ne pa s pomembnimi odraslimi, ki so jih sposobni pomiriti in tako naprej in se na njih navezati. Veliko manj časa preživijo tako, da se povezujejo starši z odraslimi, ko odraščajo in postanejo šoloobvezni, se ta proces samo še pospeši z šolo, z obšolskimi dejavnostmi in tako naprej. Seveda dosti pripomore k temu ekonomski pritisk obeh staršev. Družba namreč ustvarja ekonomski pritisk za oba starša, da delata zunaj doma, ko so otroci zelo mladi in skoraj ni zagotovila, da bi se zadovoljile otrokove potrebe po neki čustveni hrani. In tukaj je tudi precej žalostno, da smo še zmeraj tam, da še vedno obstaja kolektivno nezavedanje pomena te navezanosti, kljub temu, da bo kmalu 100 let, odkar se je ta teorija začela razvijati. Je tudi presenetljivo, no, da se predšolske vzgojitelje, učitelje, psihologe, zdravnike zelo redko uči o navezanosti. V naših inštitucijah, ki skrbi za vzgojo otrok, ni nekega kolektivnega zavedanja o pomenu teh odnosov navezanosti. Seveda so številni posamezniki intuitivno razumejo to potrebo po oblikovanju te vezi z otroci, ampak se zaradi tega kolektivnega nezavedanja znajdejo v sporu s tem sistemom, ki tega ne podpira. Naj si bo to zaradi premalo sredstev, kadrov ali pa zaradi napačnih standardov vzgoje in skrbi za otroke. V sodobnem času tudi izgubljamo pomen razširjene družine. Otroci pogosto nimajo tesnih odnosov s starejšimi rodovi, z ljudmi, ki so bili skozi večino človeške zgodovine na nek način bolj sposobni kot starši nuditi to brezpogojno ljubečo sprejetost, ki je temelj čustvene varnosti.
pomirjajoča in stalna prisotnost starih staršev, tet, stricev, sosedov, zaščitniški objem te večgeneracijske družine je nekaj, v čemer lahko dan danes uživa zelo malo otrok. Omeniti velja tudi pretrgane družinske vezi, ob tem vemo vsi, da število ločitev strmo narašča. Ločitev je za otroke na nek način dvojni udarec, saj ustvari tekmujoče navezanosti med staršema in vrzeli te luknje v navezanosti. Starša, ki med seboj tekmujeta ali ki obravnavata drug drugega kot nezaželeno osebnost, postavita otroka v en tak nemogoč položaj. Da bi bil blizu enemu, se mora otrok ločiti od drugega, tako fizično kot psihično. Hkrati pa se zaradi tega zakonskega spora, ki se pojavi že daleč pred ločitvijo, razvijajo te vrzeli v navezanosti. Ko starši izgubijo medsebojno čustveno oporo, postanejo prezaposleni z medsebojnim odnosom, in s tem seveda posledično manj dostopni svojim otrokom. Seveda to ne pomeni, da bi bilo za otroke boljše, da bi starši ostali v zakonski zvezi polni prepirov in ne vem še česa, ampak je pa pomembno, no, da se zavedamo tega vpliva, ki ga ima konflikt med staršema, tudi na navezanost otrok. Ja, hitre spremembe, tehnologija, ne vem, koliko besed lahko tule izgubljamo. Hitre spremembe so nedvomno povzročile, da smo kot človeštvo izgubili kulturne običaje, tradicije, ki združujejo družine, povezujejo odrasle in otroke v neke negujoče odnose. Naloga kulture je namreč, da povezuje tiste, ki so odvisni, s tistimi, ki skrbijo zanje, in posledično preprečuje te vrzeli v navezanosti. Za razvoj običajev in tradicij, ki služijo potrebam po navezanosti, pa je seveda potreben čas, potrebnih je več 100 let, da se ustvari neka aktivna kultura, ki bi odgovarjala konkretno v socialnem in geografskem okolju. Naša družba pa se čisto prehitro spreminja, da bi se kakršnakoli kultura lahko na tak način razvijala. In tukaj je razvoj tehnologije, ki je na primer igre, ki so bile včasih sredstvo navezovanja in druženja, pa tudi medsebojno komunikacijo, ponesla na čisto neko novo raven funkcioniranja v osami. Otroci so danes izgubljeni v poplavi informacij s spleta in se v iskanju navezovalnega vedenja, neke orientacijske točke, kot jim pravita tudi avtorja te knjige, no, otroci nas potrebujejo, povezujejo s sovrstniki in na ta način izgubljajo možnost za zdrav in uspešen razvoj. Več o medvrstniški navezanosti in posledicah te si pa lahko preberete v tej knjigi. Uspešna vzgoja. Kaj je uspešna vzgoja? Nič kaj preveč zakompliciranega. Da bi otroka lahko vzgajali, so potrebne 3 sestavine. Neko odvisno bitje, za katerega je potrebno poskrbeti, enega odraslega, ki je pripravljen prevzeti to odgovornost, in dobro aktivno navezanost otroka na odraslega. Starševstvo je predvsem odnos in ne veščina, ki jo je potrebno osvojiti. Navezanost ni vedenje, ki se ga je potrebno naučiti, ampak povezanost, za katero si je potrebno prizadevati. Starševska vzgoja naj bi bila naravna in intuitivna, vendar je lahko taka samo, če je otrok
navezan na starše, ki ga vzgajajo. Kako torej dobiti naše otroke nazaj? Aha. Zdaj se je pa nekaj izgubilo. Ne delim več, ali delim? Kaj delim? Zaslon? Ja? Ja, Kam je pa meni izginil? Ja, evo ga. Ne glede na to, kako močna je naša ljubezen, ali kako dobronamerno je naše vzgajanje in imamo v trenutnih okoliščinah, kakor smo videli zdaj s temi težavami, bistveno manj manevrskega prostora, kot so ga imeli naši starši ali stari starši pred njimi, soočamo se enostavno s preveč konkurence. In zato so te vrzeli v navezanosti toliko večje. Da bi vzpostavili ravnovesje v tem kulturnem kaosu našega časa, nam mora preiti v navado, da s svojimi otroci vsakodnevno in vedno znova navezujemo stik, dokler enostavno niso dovolj stari, da zaživijo kot neka neodvisna bitja. Dobra novica tega je, da nam je narava, naša narava, povedala, oziroma nam bo povedala, kaj bomo prisluhnili, kako se to stori. Zdaj, kot prvo, se je potrebno otroku prijazno približati. To se sliši tako čisto enostavno. Pa se tudi je v končni fazi. Cilj tega prvega koraka je, da pritegnemo otrokove oči, da izvabimo mogoče njegov nasmešek. In če je možno, to je že nadstandard, še kakšno gesto, na primer kimanje. Ob tem je prav, da imamo vse skozi v mislih, da je naš cilj namenjen vzpostavljanju odnosa in ne nekega vedenja ali ravnanja, za katerega si želimo, da bi ga naš otrok osvojil. Se pravi, odnos je cilj. Pri dojenčkih, na primer, so naši nameni zelo očitni. Na svoje presenečenje se pačimo do onemoglosti, da bi dosegli željeni učinek. Pri starejših otrocih, starejši kot so otroci, no, in manj morajo biti ti naši nameni očitni, zato da jih na nek način ne prestrašimo, ne odvrnemo. Ko otroci odraščajo ali se začnejo upirati nekemu stiku, smo postavljeni pred nov izziv. In sicer, da smo, namesto da se jim prijazno približamo, le prijazno prisotni. Čeprav je naloga težja, se moramo vedno osredotočiti na cilj navezovanja stika z otrokom. S tem, da se osredotočimo na dolgoročni cilj zadovoljujočega odnosa, bi morali korake, kako do tega priti, odkriti v sebi. Pogum lahko črpamo iz vedenja, da imamo instinkte in intuicijo na svoji strani, čeprav so nekaj časa mogoče mirovali. Dovolite si, da eksperimentirate, da raziskujete. Gre namreč za učenje s poskusi in napakami. Pri vsakem otroku se bo razvil drugačen ples navezovanja. Potrebno je poudariti, da je še posebej pomembno, da s svojimi otroki navežemo stik vsakič, ko se za določen čas ločijo od nas. Prva interakcija takoj potem bi morala biti namenjena ponovni vzpostavitvi navezanosti. Na primer pozdrav, ko se vrnejo. Če se pozdrav izpelje do konca, bi morali z njim privabiti, tako kot smo rekli, oči, nasmeh in kimljaj. Skratka, rutine navezovanja stika z našimi otroci je treba vgraditi v naša vsakodnevna življenja. Ob tem je prav, da si zapomnimo, da je vsakodnevna obnova navezovalnega vedenja z našim otrokom vedno naša odgovornost.
Ne moremo pričakovati od otrok, da bodo to storili. Niso namreč dovolj zreli, da bi razumeli, zakaj je to tako potrebno. In tako, ko je prvi korak enostaven, je tudi ta drugi korak enostaven. Recimo, da bi aktivirali navezovalne instinkte otrok, in moramo ponuditi nekaj, na kar se lahko navežejo, česar se lahko oprimejo. Pri dojenčku to pogosto pomeni, da jim v dlan položimo prst, ki se ga spontano oprimejo. Gre za navezovalni refleks, eden od številnih, ki jih imamo ob rojstvu in ki omogoča take dejavnosti, kot sta na primer hranjenje, crkljanje. Ko otroci postanejo starejši, ne gre več toliko za fizični oprijem, ampak za oprijem v prenesenem pomenu. Otrokom moramo dati nekaj, česar se bodo oprijeli, kar jim bo drago, nekaj, kar lahko nosijo v srcu in česar nočejo izpustiti. Pozornost in interes sta učinkovita aktivatorja navezovanja. Znaki naklonjenosti ravno tako. Raziskovalci, na primer, so prepoznali neko čustveno toplino, uživanje, navdušenje kot najučinkovitejše aktivatorje navezanosti. Z iskrico v očeh in toplino v glasu vabimo k navezovanju, ki ga večina otrok ne bo odklonila. Ko pokažemo otrokom, da so za nas pomembni, se bo večina želela držati tega. Tudi fizična sestavina je ključna, objemi, ljubkovanja so zato, da se jih otroci oprimejo, in ravno ti lahko otroka pol grejejo še dolgo potem, ko objema ni več. Za otroka je tudi največje darilo, če mu damo vedeti, da je z nami lahko natančno tak, kot je. In da izražamo svoje navdušenje že nad tem, da preprosto je. Vedeti mora, da je zaželen, poseben, cenjen, spoštovan, pogrešan in da uživamo v njegovi družbi. Da bi otroci res prejeli to naše darilo in se ga oprijeli, mora seveda biti dano pristno, brezpogojno in spontano. In tudi tukaj si moramo v glavi imeti naš cilj vzpostavljanje in ohranjanje odnosa, ne karkoli drugega. S tretjim korakom našega otroka povabimo v odvisnost. Otroci so odvisna bitja. Pri dojenčkih to storimo recimo tako, da iztegnemo roke, kot da ga bomo pobrali, potem pa počakamo na odziv, preden nadaljujemo. In če so njegovi navezovalni instinkti ustrezno aktivirani, se bo odzval tako, da bo dvignil rokice, s čimer bo pokazal željo po bližini, pripravljenosti, da bo odvisen od nas. Ko dojenčka povabimo v odvisnost, mu dejansko rečemo: pridi, naj te nosim, bom tvoje noge, lahko se zaneseš name, pri meni boš varen. Ko povabimo v odvisnost starejšega otroka, pa mu sporočamo, da nam lahko zaupa, da lahko računa na nas, se na nas obrne, opre in da bomo skrbeli zanj. K nam lahko pride po pomoč in jo bo tudi vedno dobil. Ob tem odvisnost nikakor ne pomeni, da otroka vabimo v neko regresijo in ga bomo posledično zato, ker bo od nas odvisen, naredili popolnoma nesposobnega za življenje, ampak pomeni odvisnost to, da otroka vabimo k pomiritvi in počitku v odnosu. Zanimiva je primerjava recimo pri dvorjenju, takrat smo polni, a ti lahko pomagam, pomagal ti bom s tem, z veseljem, tvoje težave so moje težave. Če to lahko počnemo z odraslimi, ali ne bi morali biti sposobni povabiti v odvisnost otrok, ki resnično potrebujejo nekoga, na kogar se bodo naslonili.
Do resnične neodvisnosti naših otrok ni nobene bližnjice. Edini način, da postanemo neodvisni, je, da smo najprej odvisni. Če nosimo v sebi zaupanje, da da otroci postanejo sposobni preživeti kot ločena bitja, ni v celoti odvisno samo od nas, je tudi naloga narave, bomo bolj svobodni in bomo lažje opravili svoj del naloge, ki je, da jih povabimo v to odvisnost. In še zadnji zelo pomemben način aktiviranja navezovalnih instinktov je, da usmerjamo otroka, postanemo njegova orientacijska točka. Otroci so naravnani tako, da samodejno iščejo bližino tistih, ki so njihove orientacijske točke. Bolj kot jih usmerjamo v smislu časa in prostora, ljudi in dogodkov, pomenov, okoliščin, bolj nas bodo želeli imeti blizu. Ne smemo čakati njihov zmeden pogled, ampak moramo v njihovem življenju samozavestno prevzeti svoj položaj kot vodnik in njihov tolmač. Ko delujemo kot otrokova orientacijska točka, sprožimo njegove navezovalne instinkte in prevzamemo veliko odgovornost. Ti 4 koraki plesa navezanosti, ki sem jih zdaj takole malo predstavila, nam dajejo moč, da aktiviramo otrokove navezovalne instinkte in večino otrok pripeljejo v aktivni odnos z odgovornim odraslim, ki zanje skrbijo. Da vidim, koliko smo s časom. Aha, nismo. Ja, zdaj imam jaz tulele en filmček, ki ga pa ne bom pokazala, ima nič hudega, ga bom povzela, ker smo že tako daleč. Filmček prikazuje, na YouTubeu sem ga dobila, ga lahko vsak pogleda. Kaj so najstniki povedali, da si želijo od staršev? Odgovore na nek način za naše vedenje in kako doseči nek kvaliteten, poln odnos z našimi otroci, lahko pridobimo tudi od njih samih. Vprašajmo otroke, kaj od nas potrebujejo, kaj si od nas želijo, no. Njihovi odgovori nas dostikrat lahko tudi presenetijo. Zdaj, v tem filmčku imam naslednji slajd. So izpostavili tile 4 najstniki, da si želijo od staršev dobiti njihovo potrditev, da obstajajo, njihovo pohvalo za to, da starši ne zanemarijo njihovih občutkov s tem, da rečejo, ti si samo muhasta, no, tako da mogoče se takrat zares slabo počuti, no. Staršem želijo sporočiti tudi to, da lahko priznajo, ko se motijo, ko se zmotijo, da to je dobrodošlo. Radi bi bili vprašani za mnenje, fajn bi se jim zdelo, da jih starši vprašajo za mnenje, kdaj pa kdaj. Želijo si odkritosti, ne nekih skrivnosti v družini. Želijo, da bi se starši, da bi jih razumeli, da se poistovetijo z njimi, ker so bili nenazadnje tudi oni enkrat najstniki, in da pač včasih ni zmeraj čas za nek pogovor in pogovarjanje, da včasih rabijo malo več časa, da se odprejo, ko se pa odprejo kvalitetno, no. Tako da to. To je ena taka lepa misel, ki je prav, da si jo preberemo, da otroci, in si jo zapomnimo, no, ne pridejo na ta svet s slabimi nameni, čeprav se včasih zdi tako, no, ne pridejo, da bi nas preizkušali, našo potrpežljivost ali nas potisnili čez rob. K nam pridejo s potrebo po ljubezni,
povezanosti in pripadnosti. Tako. To bi bilo to od mene. Zdaj pa, če je kakršnokoli vprašanje, sem tudi na voljo za to. Nika, najlepša hvala. Čudovito predavanje. Gospa sprašuje, če lahko dobi povezavo do filmčka. Iskreno se tudi jaz pridružujem tej želji. Tako da, če imate mogoče kje to shranjeno blizu, lahko nehate deliti zaslon, pa nam potem delite v chatu, če ne, pa tudi lahko kasneje meni posredujete, pa bom potem jaz to posredovala čez nekaj dni vsem na mail skupaj s posnetkom webinarja. Evo, to je to. Jaz se zdaj ta trenutek ne spomnim, kje bi imela link, ampak če odtipkate 7 načinov, ali kako je naslov, 7 stvari, samo eno sekundo. Vmes pa vsi lepo vabljeni, če bi kdo Bomo želel še delili, kakšno ja. vprašanje postaviti. Posnetek predavanja, gospa sprašuje, ja, bo tudi na voljo čez kakšen teden, ga naložimo na YouTube in takrat po mailu tudi pošljemo vsem link do torej našega YouTube kanala. Tudi povabljeni, da nas spremljate tudi sicer na YouTube in nam sledite, ker vedno posnetke brezplačnih webinarjev objavljamo potem na našem YouTubu. Kakšno vprašanje mogoče kdo? Sem bila izčrpna. To bom tako vzela. Lahko tudi vklopite mikrofon, če kdo hoče. Ja. Sicer pa se lahko tudi na Niko Rebec obrnete preko našega portala, če želite. Lahko jo najdete med našimi terapevti na mojpsihoterapeut.si. Če bi se želel kdo udeležiti psihoterapije, izvaja individualno, partnersko in družinsko. Tako da lepo vabljeni. Sicer pa, kot sem rekla na začetku, tole naše predavanje je bilo letošnje zadnje. Jaz vam vsem želim v imenu naše ekipe ene prijetne praznike, mirne praznike v okviru vaše družine. V novem letu vam pa želimo veliko poguma za kakšne nove korake pri odkrivanju svojih globin, odkrivanju novih zadev v odnosih z vašimi bližnjimi in pa seveda lepo povabljeni na naša nadaljnja predavanja, ki jih bomo imeli. Nika, še zadnjo besedo. Ja, jaz se tudi zahvaljujem za to priložnost. Bilo mi je v veselje predstaviti tudi ta vidik in zastopati na nek način otroke in njihove potrebe, tako da upam, da si bo vsak vzel od tega predavanja, kar mu najbolj paše. Hvala vsem, pa lepe praznike, pa srečno v novo leto, ne? Ja. Tako. Ja, hvala in lep večer. Svidenje. Svidenje.